dogovarjajo, pač kako naj bi to bilo. Zdaj v tej pogodbi pa je dobesedno prepovedano govoriti v medijih, ne? Tako da o tem, kar se zdaj dogaja v vladi, je prepovedano govoriti v medijih. Vam je to znano, da tudi RTV Slovenija v intervjujih ne dopušča niti besede Svetovna zdravstvena organizacija. Kaj menite o takšni cenzuri? Jaz mislim, da sem slišal že na televiziji, kdaj, da se je Svetovna zdravstvena organizacija omenjala, tako da ne vem, če se strinjam s tem. Zdaj, narave organizacije, Svetovne organizacije se to pogodbo močno spreminja, saj se iz posvetovalnega organa spreminja v vodilni odločevalni organ v kontekstu ena vlada, eno zdravje, s čimer se postavlja nad zakone in tudi ustavo držav članic. Njihove odločitve bi bile pravno, formalno zavezujoče za članice, vse, 197 jih je. Svetovna zdravstvena organizacija bi imela z novo pogodbo moč razglasiti izredno stanje zaradi epidemije, vojne, naravnih nesreč in podnebnih sprememb in bi v izrednem stanju prevzela vlogo upravljanja in sankcioniranja neposlušnih držav, vključno s pošiljanjem svojih vojaških enot. Svetovna zdravstvena organizacija bi postala potem edina avtoriteta za delegiranje medicinskih postopkov, vključno s cepljenjem, implementacijo sledenja kontaktov, karanten, načinu zdravljenja ter uvajanje digitalnega nadzora, med drugim nad sistemom globalnih zdravstvenih certifikatov. Med drugim uvaja tudi cenzorstvo pod vodstvom in nadzorom Svetovne zdravstvene organizacije ter se intenzivno prizadeva za odstranitev, črtanje, to se pravi dikcije, spoštovanja človekovih pravic, dostojanstva in temeljnih svoboščin. Zaskrbljujoče je tudi, da se Svetovna zdravstvena organizacija danes financira z 80% strani privatnega kapitala, včasih tega ni bilo, so imeli samo članarino in pa donacije, pač zdaj jih pač privatni kapital, največ pa farmacija. Se vam zdi prav, da se tako pomemben dokument sprejema v tajnosti? Se vam zdi pomembno, da bi imeli na to temo široko javno razpravo? Se vam zdi prav, ne, da se tako pomemben dokument sprejema v tajnosti? Ja. Lahko komentiram zdaj to? Ja, prosim. Jaz mislim, da je prav in normalno, da smo vsi zaskrbljeni glede interesov zdravstvenih lobijev, glede interesov tudi farmacevtskih firm, glede vsega tega. Mislim, da je tukaj pač prav, da smo pozorni, da smo zaskrbljeni, ampak mislim, to, o čemer vi govorite, pa pač mislim, da ni možnosti, da bi se to v realnosti zgodilo. Vsaka država je vseeno suverena država, vsaka država, tako kot na primeru, ali me sprašujete za mnenje, ali me sprašujete, ali imamo debatno oddajo. Pač, vsaka država ima, to se kaže tudi pri odzivih pač na druge zdravstvene situacije, kako so ljudje reagirali. Jaz mislim, si predstavljam, nisem seznanjen s to temo, ampak mislim, da je pač to želja te iniciative v tem smislu, da bi se boljše lahko koordinirale pač ukrepi v primerih zdravstvenih kriz, ampak nihče ne bo dovolj, na kar bi se dovolj. Takoj, ko bi se pač začele kršiti človekove pravice v nekem takem radikalnem načinu. Omenili ste, da bi Svetovna zdravstvena organizacija poslala vojsko. Katero vojsko bi ona poslala? Mi vemo, da se že v Veliki Britaniji... Da imajo svojo posebno vojsko, trdite zdravstvena organizacija. In to je, koliko ljudi pa je v tej vojski? Zdaj, jaz bi težko rekla, koliko jih je, ampak v glavnem, jaz bi zdaj o tem ne bi veliko govorila, ker... Kako v glavnem predajanju suverenosti potuje roke... Ja, jaz mislim, da vas skrbijo neprave stvari, nažalost, da je pač Svetovna zdravstvena organizacija sigurno nima neke skrivne vojske, nekjer spravljene. Pač to so skrivno vojsko, gre se za vojsko, ki je obelodanjena, kaj se bo dogajalo. Svetovna zdravstvena organizacija trdite, ima svojo vojsko, imajo uniforme, kakšne imajo... Ne svetovna. Niste prav razumeli. Ne. Svetovna zdravstvena organizacija nima vojske. Ja. Plave baretke so vam pa znane, ne? Ja. No, torej se pravi, veste, kaj delajo plave baretke? Skratka, Združeni narodi vojska Združenih narodov bo kaj izvajala okupacije držav v Evropi. Mislim, da je to jasno in glasno že bilo povedano in napisano, kaj se bo dogajalo. Ja,
Mislim, jaz razumem, da, jaz razumem, da imate ta občutek, ampak lejte, na svetu je toliko milijonov ljudi, da bi take stvari potekale, bi morali biti umešane na stotine tisočev ljudi, bi morali biti umešane v take dogovore in pač od vse, kar pa razpolagamo z kakršnimi koli indici, so pa neki koščki nekih tekstov, neke screenshoti in ničesar. Poglejte, kaj se je zgodilo, recimo, ko je Amerika začela izvajati dejansko nadzor nad svojimi lastnimi državljani. So ga začeli izvajati. V roku pa so, to je dokazano, tajna organizacija, ki ga je izvajala, v roku parih let so se pojavili ne en, ampak 3 žvižgači, ki so to razkrili, ki so to obelodanili in so imeli dejansko podatke, so imeli posnetke, so imeli stvari in to je prišlo ven in tega ni mogel več noben zanikati. In to se bo zgodilo vsakič, ko bo katerakoli organizacija, ki bo vključevala več kot 50 ljudi, hotela početi nekaj, kar je v nasprotju, tako očitno v nasprotju interesov z ostalim delom človeštva, se bodo pojavili taki ljudje, ki bodo prišli ven s konkretnimi dokazi. To, kar imate pa vi, pa niso konkretni dokazi. Niso konkretni dokazi in glede na to, da ni uspelo med ljudi in v ljudi spraviti cepivo, ki nima nobenih znanstvenih dokazov, da je učinkovito, čeprav so 100% trdili, da zaustavi oziroma je prenos bolezni nemogoč po cepljenju. Glede na to, da so toliko informacij glede COVID-19 in cepljenja proti tej bolezni in podobne stvari spravili v javnost, prepričali ljudi, da jim verjamejo. Na koncu se stvari izkažejo za neresnične. Zakaj bi bilo nemogoče tudi kakšna druga stvar, ki jo pripravljajo, kot vemo, da jo pripravljajo? Niso se stvari izkazale za neresnične, sami veste, mislim, če pogledamo samo najbolj osnovno, kaj je najbolj osnovno, kako je najbolj osnovno ugotovimo, če je nekaj narobe v družbi ali ne. Recimo, če umre v enem letu bistveno večje število ljudi, kot jih umrlo v prejšnjem letu. In to se je začelo dogajati že tak s tem, ko je nastopil, takoj, ko je nastopil COVID. Začeli ljudje, ne, v redu, število ljudi se je povečalo šele, ko so začeli ljudi cepiti. V redu, pač to vi verjamete in lahko pač to verjamete, če hočete. Verjamete v stranske učinke teh cepiv? Jaz sem cepljen 3-krat, počutim se boljš kot prej. Počutim se boljš kot prej in nimam problema. Jaz imam celo žlahto cepljeno, mojega fotra cepljenega, pa imajo vsi probleme, vi pa trdite 3-krat cepljen. To je tako, kot lahko povem do konca. Lahko povem do konca. Pogosto se pojavi to, ne vem, če vam bo znal dobro razložiti, ampak človek tako se začne, vedno, ko se ti slabo počutiš, razmišljaš, kaj je narobe z mano, a sem kaj tacga pojedel, kaj bi lahko bilo, a sem spal, a sem pod stresom, a sem se kaj nalezil. Začneš razmišljati, kaj bi lahko bilo. In potem pomisliš, pismo, cepil sem se, to bo to, in potem začneš razmišljati, cepil sem, in potem ti nekdo reče, veš, da sem se cepil, pa se slabo počutim, in začneš ti razmišljati, da se pa tudi nekaj slabo počutim. Mogoče bo pa to zaradi cepiva. Temu se reče znanstveno nocebo efekt. Obstaja placebo efekt, ker ti misliš, da se boš počutiš, čeprav se ti ni nič zgodilo. Obstaja pa tudi nocebo efekt, ker lahko ljudi prepričaš, da se slabš počutijo, zato ker pač kljub temu, da se ni v resnici nič spremenilo. In jaz mislim, da en velik del tega je nocebo efekt. Sigurno pa ne pravim, da so cepiva 100%, ne pravim, bile so tudi smrti od cepiv. Da tega noben ne zanika, da so bile smrti od cepiv. Ne, samo zanika se pa glih to, kar sem jaz prej vprašal, ker za čuda pred enim letom nazaj ni bilo nikjer in nikdar zapisanega sindroma nenadne smrti, razen pri dojenčkih. Zdaj pa imamo sindrom nenadne smrti. Ni važno, koliko si star, sindrom nenadne smrti, ker na ulici lepo ljudje padajo z srčnimi zastoji. A je to normalno? Mislim, srčni zastoji so bili tudi že prej. Ljudje so umirali od srčnih zastojov, zdravi ljudje so umrli. Moj stric je bil zdrav, je šel v penzijo, prve počitnice, ki je šel v penzijo, pa je bil mlad, vitalen, hodil naokrog, prve počitnice je šel v penzijo na more, na Hrvaško, drug dan počitnic je šel v more, umrl. Tako da jaz bi samo še tole, nima več. Jaz bi njega samo to osebno vprašala. Zdaj glede na to, ker tudi gospa Beovićeva po medijih, tudi po televiziji povedala, da taka gripa, ki je bila sedaj, bo lahko čez 2 ali čez 4 leta ravno ista, kot so zdaj to imenovali COVID. V bistvu, da je bila to gripa, ki se pojavlja 2 do 4 leta. Tako se pravi, to je njeno bilo intervju na televiziji. To se pravi, ona v bistvu je zdaj zanikala COVID,
in je priznala, da je to težja vrsta gripe, ki prihaja v valovih 2 na 4 leta. Kaj pa zdaj? Jaz mislim, da se moramo najprej odločiti, ali se sploh pogovarjamo, a virusi po vašem mnenju sploh obstajajo? Glejte, jaz sem z medicine. Virusi vemo, kaj so, bakterije vemo, kaj so, v glavnem vse vemo. Tudi sestre smo ogromno se učile. Ampak virusi obstajajo ali ne? To je enostavno vprašanje. Obstajajo ali ne obstajajo virusi? To je čiščenje telesa, ampak ker ni drugega imena, je ime virus. Če bi znajdel drugo ime, bi bilo drugo ime. Ampak obramba organizma je na to, ker se telo čisti. Ampak virusi obstajajo, kot imajo svoj DNA, virus ima svoj DNA. Virus je umrla stvar. Mislim, če se ne strinjamo s tem, da ima virus svoj DNA, da lahko mutira, da se spreminja, potem se ne strinjam, potem tudi gripa pač ne obstaja. Virus je mrtva stvar, ne? To je to. Kako je lahko nekaj mrtvega živega? Kako smo nastali ljudje iz mrtvega v živo? Dobro, pa povejte, kaj je bila prva jaca ali pa telin? Dinozauri so bili najprej. Hvala. Najlepša hvala. Glejte, takole je.